današnjega srečanja samostojnih podjetnikov, obrtnikov in pa večjih predstavnikov podjetij v občini Gornja Radgona je, da pridemo skupaj, da lahko na takšen družaben način vsi prisotni kako imajo tudi možnost, da se podružijo, izmenjajo mnenja in predvsem, da načrtujemo naprej naše aktivnosti na področju gospodarstva, kmetijstva. Smo vendarle okolica, kjer imamo močno industrijsko cono, ki vsak dan seveda prinaša nove izzive. To je naše že tradicionalno srečanje v Gornji Radgoni. Županja se potrudi in nas povabi. Jaz se zelo rad odzovem tega srečanja, ker tudi udeleženci srečanja podjetnikov v Gornji Radgoni so večino naši člani in potem imamo možnost, da se pogovorimo malo za plane za naprej in seveda, da jim predstavimo tisto, kar se bo zgodilo v letošnjem letu, kakšna je situacija, kakšno je stanje v gospodarstvu, ne samo pri nas, ampak tudi širše v Evropi. Jaz spoštujem občine, ki spoznajo, da osnova blaginje so kljub vsemu dobro delujoča podjetja, torej gospodarstvo. Dobro delujoče gospodarstvo omogoča, da se investira v lokalno skupnost in nazadnje pa tudi dobro delujoče gospodarstvo omogoča, da se pobirajo davke, da se potem plačujejo stvari, ki so v javnem interesu, kot je šolstvo, zdravstvo in podobno. Za slovensko gospodarstvo velja, da je v dobri kondiciji. Zdaj v nadaljnjem obdobju, ko je na žalost mednarodno okolje vedno bolj turbulentno, je pa seveda zelo pomembno, da se investira naprej v znanje, da se investira naprej v nove tehnologije in v digitalizacijo in tudi avtomatizacijo. To tudi podpira slovenska država, sedaj še bolj bo to v prihodnje, novi ukrepi prihajajo in prav je, da se srečujemo z našimi gospodarstveniki in tudi z gospodarsko zbornico, ki jih vodi, da se gospodarstvo pripravi na nove ukrepe, da bo uspešno. Zelo podpiram seveda takšne srečanja med gospodarstveniki z občinskim vodstvom, kjer lahko tudi mi iz smeri gospodarstva povemo, kje nas čevelj žuli, kaj želimo, kaj rabimo, predvsem, ne vem, širjenje industrijske cone in takšne stvari. Se pravi, da se med sabo dobimo, ker dnevi so vedno bolj polni različnih terminov, izmenjamo izkušnje, tudi malo se podružimo, tako da zelo podpiram takšna srečanja, kot so danes.